No, v prvi vrsti smo veseli, da Volkswagen Ljubljanski maraton letos bo. Bili smo nekaj časa nazaj kar v precepu, ali organizirati takšen dogodek, ali bo sploh možno organizirati takšen dogodek in kakšen dogodek sploh bo. Torej, smo veseli, da bo. Ja, res pa je, da smo se na neki točki odločili, da bo to neka osnovna verzija maratona. Ne bo takšen, kot smo ga poznali iz preteklosti, ne bo takšno število tekačev, tudi ne bo vrhunskega dela programa, ker enostavno smo želeli skrčiti program do neke najbolj nujne možne točke, ker znali bi se zgoditi tako kot lani, da smo sredi priprave mogli odklopiti vse in reči, maratona ne bo. Tako da smo rekli, gremo v neko osnovno verzijo. Zasnovali smo tako, da bi lahko teklo 3000 tekačev. Na koncu nam je ratalo, da jih je trenutno prijavljenih okoli 5000, nekaj več kot 5000. Tako da, če vprašate, a bo kaj drugačen, ja, bo. Ljubljanski maraton bo drugačen, bo zelo osnovna verzija. Tekli bomo v 2 krogih, ampak kot rečeno smo veseli, da bo. Program bo res nekoliko drugačen, ne bo šolskih tekov, torej sobotni del odpade. Vendar kljub temu smo otrokom namenili pozornost, saj smo skupaj z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica organizirali maratonski izziv, ki poteka celoten oktober, torej zdaj do šolskih počitnic. V bistvu otroci pretečejo določeno razdaljo v sklopu pouka šole v štafeti 10 ali 14 otrok in poskušajo izboljšati rezultate rekorderjev Ljubljanskega maratona na razdaljah 42, 21 in 10 km. V bistvu, kot imam podatke, je kar veliko število otrok to tudi naredilo oziroma se vpisujejo v bazo, ki jo imajo na Zavodu za šport Planica. Kar se pa tiče nedeljskega programa, načeloma bo standarden, z nekoliko prilagojenim urnikom in pa seveda trasi v 2 krogih. Začnemo ob 8:55 z ročnimi vozičkarji na 21 km, nadaljujemo ob 9 z Garmin tekom 10 km in ob 9:15, 21 in 42 km. Seveda na štartu ne bomo manjkali strojmašin, tako da to ostaja standardni program. Letos imamo tudi državno prvenstvo v teku na 42 km, res da ne z udeležbo vrhunskih slovenskih atletov, te so se v bistvu bolj odločali za krajše razdalje, torej 21 in 10 km. Tako da mislim, da je to, kar je od programa, vse. Je pa res, da vzporedno s tem programom že od 9. oktobra naprej poteka Rožnati maraton, kjer smo okrasili traso Ljubljane kot opomin, da se Ljubljana spet v bistvu tekaško obarva konec oktobra, torej opozorilo Ljubljančanom, da se vračamo nazaj na ulice, hkrati pozivamo njih, da se športno udejstvujejo, ker to je ena od stvari, ki prispeva k zdravemu življenju. Drugo pa je, hkrati smo se s tem želeli nekako oddolžiti sponzorjem in se zahvaliti za njihov prispevek oziroma da vztrajajo z nami tudi v teh težkih časih. V bistvu ta Rožnati maraton je kar v bistvu bila odmevna zgodba, veliko se jih je udeležil, pretekli, odhodil, hkrati pa bo organizacijski odbor Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega od teh tekačev doniral evro v sklad Združenja Evropa Donna. Poleg tega pa je v bistvu popolnoma brezplačen ta tek, tisti, ki želi majčko pa lahko donira 5 evrov in dobi oziroma prevzame majico v Ticu. Torej, kot sem rekla, še enkrat, celoten znesek bomo donirali pa Združenju Evropa Donna. Kar se tiče drugih tekov, v bistvu imamo tudi letos virtualni tek, vendar glede na to, da poteka letos maraton v živo, ni nekega odziva na ta virtualni tek in tudi ta se zaključi 23. oktobra, medtem ko Rožnati bo v bistvu še cel mesec potekal do 31. oktobra. Zdaj, če povzamem še prireditvene prostore, prireditvena prostora tudi ostajata standardna, to je Kongresni trg in pa Trg Republike. Na Trgu Republike bo letos prevzem štartnih številk,
ki je bil običajno na Gospodarskem razstavišču, in sicer petek in soboto od 9. do 19. in pa nedeljo od 6:30 pač do zaključka prireditve. Zakaj smo začeli šele s petkom? To pa je ta nujni PCT pogoj, ki v bistvu omogoča 48-urno izpolnjevanje tega pogoja do štarta Ljubljanskega maratona, ki se mu pač letos temu pogoju ne moremo izogniti. Veseli pa smo, da v bistvu prireditev sploh gre. V bistvu upoštevali bomo vsa priporočila, ki smo jih dobili od NIJZ-ja in pa upravne enote, in ozaveščali oziroma obveščali tekače in ostale udeležence, da se ta pogoj spoštuje. V bistvu bi še povedala, da je maraton bo letos tudi možno si ogledati v živo, torej spremljati v živo na portalu, na Sijolovem portalu, kjer bo prenos od 8:55 do 15. ure. Hkrati se bo prenos odvijal tudi na vseh zunanjih digitalnih zaslonih, ki jih imajo po Ljubljani, prav tako ga bodo omogočali pogledati v posnetku. Za tekmovalce smo tudi organizirali brezplačni prevoz z avtobusi LPP-ja iz parkirišč P+R, Barje, Dolgi most in pa Stožice. Tu bodo poleg rednih linij cel dan tudi posebna maraton linija, ki bo v bistvu neprekinjeno tokrat izjemoma delovala od 7. do 15. ure, saj glede na to, da se trasa zapira samo v enem krogu, torej da poteka maraton v 2 krogih po isti trasi, je to možno letos. Pretekla leta to ni bilo možno. Poleg tega bi še rekla, da vse pomembne informacije za tekače ali pa tudi za novinarje smo zbrali na spletni strani v 2 rubrikah. Eno je v info za tekače, kjer so navodila, drugo pa je novica, vse, kar morate vedeti pred štartom, kjer so tudi v bistvu zbrane vse novice na enem mestu, da ni težav z iskanjem. Vsi novinarji, ki bi pa želeli se akreditirati, je tudi na spletni strani možen pač dostopen obrazec za akreditacijo.